Živijo, industrijski profesionalci. Danes se bomo potopili v fascinanten svet preoblikovanja kovin, natančneje v umetnost plastične deformacije. Najprej se pogovorimo o kovanju. Ta postopek vključuje udarjanje ali stiskanje kovine v želeno obliko. To se lahko zgodi pri sobni temperaturi, kar imenujemo hladno kovanje, ali pri visokih temperaturah, vroče kovanje. Pomislite na avtomobilske dele, kot so ročične gredi in ključi, ali letalske komponente, kot so vijaki in osi. Nato imamo valjanje. Tukaj se kovinske pločevine ali palice stisnejo med valji, da se zmanjša debelina ali spremeni profil. Poznamo vroče valjanje, ki se izvaja nad temperaturo rekristalizacije kovine, in hladno valjanje pri sobni temperaturi. Valjano kovino najdete v stvareh, kot so pločevine, žice, nosilci in cevi. Preidimo na vlečenje. To vključuje vlečenje kovinske palice ali žice skozi matrico, da se zmanjša njen premer in poveča njena dolžina. To je ključnega pomena za izdelavo električnih žic, kablov in cevi. Potem je tu še štancanje in rezanje. Z uporabo stiskalnice in specializiranega orodja izrežemo ali preluknjamo določene oblike iz kovinskih pločevin. To se pogosto uporablja v avtomobilski industriji in za električne aparate. Nenazadnje ne smemo pozabiti na upogibanje. Tukaj se kovinske pločevine ali palice upognejo pod določenimi koti, ne da bi se zlomile. To je bistveno za gradbene elemente in v pohištveni industriji. Tako to je to. Umetnost plastične deformacije ni samo oblikovanje kovin, gre za preoblikovanje možnosti v različnih panogah. Ostanite inovativni. Hvala za ogled in se vidimo naslednjič.